Da se razumemo, mi nismo proti privatizaciji. Privatizacija poteka tudi izven tega spiska v slovenskem prostoru in bo tudi potekala. O tem je gospod Cetinski veliko govoril. Mi tudi nismo proti temu, da tu potekajo nadaljnji razgovori, ampak nekaj stvari je treba postaviti. Prvič, ceno določa prodajalec, ne pa da je ona izsiljena od strani kupcev. In tu mi zahtevamo, da če bo gospod Cerar nadaljeval s prodajo, naj postavi slovensko ceno, ne ameriške. Slovenska cena Telekoma je bistveno večja kot ta. Potem se bo pa videlo, če je interes za nakup po slovenskih interesih, naj se tudi stvar nadaljuje. Drugo, kar mi mislimo, je pa to, da se Slovenija preveč nekako vklaplja v neke sisteme, ki postajajo za Slovenijo nadzorni sistemi. Zakaj pa ne bi Telekoma iskal kupca za Telekom v širšem prostoru? Zakaj ga ne bi ponudili Kitajcem? Pa bomo videli, ali so vsi tisti, ki danes kričijo, da ga je treba poceni prodati, res za privatizacijo ali ima zadaj neke druge špekulativne namene. Skratka, mi bi želeli od vlade, da če se že loti posla prodajanja, da najprej zares vzpostavi strategijo in da vidi, kaj je smiselno in kaj ni. Drugič, da razširi prostor, v katerem prodaja ta podjetja. In tretjič, da jim določi ceno po slovenskem interesu. Potem se pa naj normalno potekajo. In tisto, kar je najvažnejše, da postopek pelje tako, da ni konflikta interesov in prodajanja pod mizo. Če nenadoma se v ta postopek pogajanja o ceni vključijo ljudje, ki imajo profit na obeh straneh, ki so svetovalci na slovenski, pa svetovalci na strani kupca, potem veste, da je tu konflikt interesov in da stvari ne tečejo pošteno. Najmanj, kar zahtevamo od vlade in gospoda Cerarja, je, da postopek pelje transparentno in nesporno. Osnovni problem je upravljanje in v upravljanje je treba spustiti tiste, ki so odgovorni, kar pomeni, na nivoju uprav je treba povečati odgovornost, na nivoju nadzornih svetov je treba povečati odgovornost in nadzor, jih je treba drugače sestaviti in v upravljanje pravzaprav pripustiti najbolj odgovorne, ker najbolj gre za njih, to je zaposlene. Lahko to peljemo po lastniškem modelu, predvsem pa moramo peljati to po upravljavskem modelu. Če je država slab upravljalec, se moramo vprašati, če ne znamo upravljati s Krko, z Luko, s Telekomom, kako bomo potem upravljali z državo? Zato je za mene zahteva tistih, ki mislijo, da je treba prodati ta podjetja, pravzaprav zahteva, da prodamo državo, če ne znamo enega podjetja upravljati. In zato je za nas ta način in ta zahteva nezaslišana. Sem Matjaž Gams, profesor doktor, neodvisen strokovnjak in nisem vezan na noben blok levi, desni ali kaj podobnega in se v principu ne udeležujem dogodkov, ki imajo recimo politično konotacijo. Vendar mislim, da je sedanja situacija tako napeta, da so strokovnjaki dolžni pomagati Sloveniji pri odločitvah. Menim, da se da strokovno analizirati in ugotoviti posledice te prodaje, predlagane prodaje, razprodaje podjetij in menim, da je kar nekaj strokovnjakov, ekonomistov in drugih sposobnih to narediti. Naši izsledki so podobni, čeprav uporabljamo druge metode, kot je gospod Pintar že povedal, jaz uporabljam metode umetne inteligence, kjer nekako temelji vse skupaj na te moči računalniških modernih sistemov. In tam se pokaže, kot je bilo rečeno, da pri razprodaji tujcem ugotovite, da po pretoku denarja v začetku Slovenija nekaj denarja pridobi, potem ga pa z leti izgublja in srednjeročno, zlasti pa dolgoročno se to izkaže kot zelo slaba poteza. Tudi javno mnenje. Veste, da so ankete pokazale, da 2/3 Slovencev ne podpira te razprodaje in se ne pusti zavest, da bo teh nekaj
novcev, ki jih dobimo z razprodajo, kot je rekel gospod Gams, rešilo Slovenijo. Slovenijo bo rešilo boljša politika, boljše upravljanje z državo in državnim premoženjem. Velja naslednje, da kot podporniki teh aktivnosti vendarle že ves ta čas od nastanka omenjenega spiska pozorno spremljamo in tudi opozarjamo na vse tiste procese, ki utegnejo biti problematični s tem v zvezi. Spomnimo samo, da v preteklem letu vendarle bila izvedena iz tega naslova tako prodaja Heliosa, Iskre Avtoelektrike, Fotone, ne nazadnje mimo tega spiska sicer Mercatorja in pa seveda tudi Aerodroma Ljubljana. V vseh teh primerih smo na ta vprašanja v združenju opozarjali in na vse tiste momente, ki so pri tem posebej pomembni. Prvo kot prvo, torej, ko gre za razprodajo, in ta je problematična, izpostavljamo, naj ne bo namenjeno to, kar ima država še vedno pretežno ali v celoti v lastništvu, zgolj potencialnim tujim investitorjem preko finančnih svetovalcev, ki imajo tukaj precej problematično vlogo, kot se je že pokazalo lahko. Ampak naj bo najprej ponujeno to tudi domačemu kapitalu, državljanom Republike Slovenije, ukolikor se gre v prodajo. Vezano na iztek, kar je bilo vaše prvo vprašanje, zbiranja zavezujočih ponudb za Novo kreditno banko Maribor z 21. januarjem, pa velja izpostaviti naslednje. V tem primeru se očitno izrecno in izjemno mudi. Mi smo na predsednika vlade naslovili v decembru pismo z ne samo zahtevo, pač pa tudi z jasno zavezo, da smo pripravljeni v okviru državljanov in s tem v zvezi pobude, ki smo jo dali, biti ponudnik in zbrati, takrat je bilo govora o 150 milijonih evrov, zdaj je govora o 200 milijonih evrov, da smo pripravljeni v okviru združenja z civilnimi iniciativami, ki so se pri tem priključile, zbrati ta sredstva in biti ponudniki. Vlada je naš dopis poslala na Slovenski državni holding, ki je odgovoril, da je nemogoče sodelovati v takšnem postopku, ker so bile nezavezujoče ponudbe že oddane in ta postopek teče. Potem smo dobili od finančnega svetovalca odgovor, da ne moremo sodelovati, razen kolikor bi se komu od že obstoječih ponudnikov lahko priključili. Skratka, ni razumljivo, zakaj se v primeru nove KBM tako hiti in hkrati samo še za zaključek, to je namreč zelo pomembno, tudi ukolikor bo prodana za 200 milijonov evrov, bo kupec nemudoma, nepovratno, torej ne kot kredit, lahko iz nje dobesedno vzel vsaj 300 milijonov evrov. Namreč Nova kreditna banka Maribor je 25% kapitalizirana zdaj, tisto, kar je pa normalno, je pa 10%. Skratka, glede na vložek, ki ga je neposredno država dala, je vsaj 300 milijonov moč neposredno ven vzeti, ne kredit. Skratka, tisti, ki jo bo kupil, je v bistvu za 200 milijonov v takšnem primeru kupil nekaj, iz česar lahko dobi takoj nemudoma 300 milijonov. In vse to so momenti, jaz mislim, na katere je seveda treba pri teh postopkih opozarjati in so ključni za vprašanja, zakaj se z nekaterimi procesi tako hiti in ne gre po transparentni poti, kot bi bilo, ukolikor se že prodaja, nujno potrebno. Glede na racionalne apele, ki smo jih podali v okviru javnih tribun v Ljubljani in Mariboru, glede na reprezentativno število podpisov peticije, ki smo jih predali državnemu zboru in v bistvu vladi, glede na to, da smo zagovarjali stališča tudi na izrednem odboru na sklicu odbora za monetarno politiko in finance v državnem zboru. In spričo vseh prikazanih dejstev, vseh dostavljenih sporočil, nismo dobili drugega odgovora kot to, da je treba zaradi neke kredibilnosti to nadaljevati. Jaz bi pozval državljane, da zahtevajo kredibilnost do njih 7.2. v soboto ob 16. na Kongresnem trgu, kjer se bo še javno podpisovalo peticije in oblikovalo zadnje opozorilne zahteve, preden se bo razmišljalo še o kakšnih drugih aktivnostih. V skupnost smo povezani tako iniciative, društva, nekatere stranke,
Podporo imamo sindikatov, strokovnih združenj, združenja malih delničarjev. Zadeva je zelo, zelo široko zasidrana, kar odžareva tudi rezultati javnih anket, ki jih je omenil gospod Pintar, kjer 2/3 Slovencev nasprotuje tovrstni razprodaji in se okoli tega probavamo organizirati, da bi lahko na nek način dostavili vladi sporočilo, ki so nam ga obljubili, da bojo zamenjali politiko. Oni so bili izvoljeni zato, da bojo postavili novo politiko, a vrtimo se v istih krogih z istimi razlogi. Javni protestni shod proti razprodaji. Naprej se zbira podpise, naprej se vodi aktivnosti osveščanja oziroma se probava dostaviti sporočila vladi, odgovornim, identificirati se bo skušalo odgovorne, zbira se informacije o postopkih, ki so visoko netransparentni. Na vsak način, na vse možne civilne pobude se probamo nasloniti, da bi dejansko lahko dostavili sporočilo, ki je, da nam v bistvu zastavljene aktivnosti vlade in te politike bojo srednje in dolgoročno zelo škodile in nas v bistvu pehajo v revščino. Da bo mogoče mečkem bolj jasno, kako gre to zaporedje dogodkov in stopnjevanje. Mi smo iz sinteze že pred 2-3 meseci poslali prvo pismo predsedniku vlade in opozorili, da ni pravih razlogov za prodajo, da ni pravi spisek in tako dalje. Potem je sledila dodatna analiza, mi smo poslali drugo pismo in hkrati smo se začeli zbirati, ker smo videli, da tu ni to naše ločeno mnenje, ampak za njim stoji vrsta strokovnjakov, za njim stoji ZDUS, Združenje društev upokojencev Slovenije, za njim stojijo sindikati, predvsem pa stoji civilna družba, ki je bila iz tega postopka absolutno izločena, ponižena, ki na svoje pripombe, predloge, pisma ne dobi niti odgovora in tako dalje. In tako je nastalo to široko gibanje. Tretja točka v tem gibanju je bila, ko smo mi izročili podpise. Potem sta sledili 2 podpise za peticijo. Tu se je pokazalo, da so podpisi nastali na nek način samoinicijativno in nam se ni zdelo potrebno, tako kot nekateri drugi, da postavimo štand na Prešernov trg in nadlegujemo ljudi, naj to podpišejo in zbirajo na silo podpise, pa neke inštitucije organizirajo. Naslednja faza sta bili javni tribuni v Ljubljani in Mariboru, o tem ste videli. Ta faza, ki zdaj sledi, je protestni zbor 7.2. ob 16. na Kongresnem trgu, kjer bomo poskušali pokazati, da to ni volja posameznikov, ampak skupna volja, da Slovenija krene po novih poteh, ne pa v to hlapčevanje in razprodajo, ker je to v interesu lastnikov nekih tujih podjetij in tujega kapitala in tujih držav, da smo si na jasnem. Na predvolilnem boju so se obljubljale zaustavitev privatizacijskih postopkov, očitno so bile to prazne obljube. Do 6 mesecev recimo je še normalno, da nekako, do 100 dni vlade, da se recimo konstituirajo in tako naprej, potem rabiš nekaj časa, da se vsi postopki nekako osvojijo. V tem času smo videli, da so tudi tisti, ki so največje zaveze proti privatizaciji, proti tovrstni privatizaciji dajali v predvolilnem času, niso teh zavez bili pripravljeni spoštovati. In tukaj velja praktično za vse stranke koalicije, kljub temu, da so svojo kredibilnost gradile na tem, da so obljubljale drugačno politiko in drugačen odnos do skupne lastnine. Ker je očitno, da naše stranke želijo zadržati ne javno kontrolo, kar bi bilo prav v gospodarstvu, ampak privatno kontrolo nad upravljanjem podjetij. To je tisto, kar želimo, da se spremeni. Ne, da se politika, to je floskula, umakne. Politika je dolžna zagotoviti javno kontrolo upravljanja podjetij, ki so splošnega pomena. Stališča prodaje podjetij je seveda ta komponenta nacionalnega zavedanja,
tudi prisotna. Če pogledate, večina držav, razvitih držav ne prodaja ključnih infrastruktur, ne prodaja družinske srebrnine in tako naprej. Zato pozivamo državni zbor, da zaustavi postopke privatizacije podjetij v večinski ali delni lasti države in da kot alternativo relativno slabemu politično obarvanemu državnemu upravljanju uzakoni obvezno participacijo in dejanski nadzor strani delavcev, stroke ter lokalne in širše skupnosti. Delavce, upokojence, brezposelne in predvsem mlade pa pozivamo na protest, ker bomo izrazili glasno in artikulirano nestrinjanje z obstoječimi politikami in zahtevalo implementacijo takšnih zakonov in odločitev, ki bodo v interesu delovnih ljudi. Izboljšajte politiko, izboljšajte upravljanje, peljte nas naprej, zato imate mandat, ne zato, da nas prodate. Hvala lepa.